Par iz Floride misli, da bosta unovčila svoj milijonski dobitek na loteriji. Namesto tega se njuna domnevna prevara sesuje v trenutku, ko poskušata prevzeti nagrado. Zvrnite roke in žepov, prosim, gospod. Razkrivamo, kako je njuna zmagovalna srečka postala dokaz, ki so ga preiskovalci uporabili proti njima. Globoko vdihnite, že lahko povem. Ne vemo, zmedenci. Si ti to razumel? Jaz sem... V redu. In pa sem si mislila, o bog, res nisem hotela, da bi bilo še bolj uničeno, kot je že bilo. Ko sem praskala, se je pokazalo, da je srečka dobitna. In sem si mislila, ne. To je Law and Crime, ki ga predstavlja Law and Crime. Jaz sem Elizabeth Milner. Mislim, da je sanje vsakega igralca loterije zadeti glavni dobitek, vendar uradniki loterije imajo strog postopek in zmagovalna srečka, ki je skupaj zlepljena s trakom, ne bo prevarala nikogar. Sicer bi bila jaz že zdaj bogata. Danes je 11. marec 2024. Smo v Pensacoli na Floridi, v okrožnem uradu Floridske loterije. Detektivi želijo govoriti s parom, ki pravi, da sta zmagovalca glavnega dobitka v vrednosti $1 milijona. Imaš osebni dokument pri sebi, prijatelj? Da, gospod. V redu, za zdaj se samo sedi, dokler ne razjasnimo tega. Torej, moraš iti tja nazaj in se pogovoriti, prav? V redu, grem zdaj. Vzemi roke iz žepov, prosim. V redu, ja. Končal sem z sobo. Torej, ko bo ta stvar pripravljena? Tako da. Enkrat pritisnem in je pripravljeno snimati. Zem, globoko vdihni, samo vdihni. Že vidim, no, zmedenci. Si pripravljen, manj? Daj no, človek. Pojdi naravnost nazaj v hišo. No, kje pa je to bilo? Točno tako. Človek, ne vem, kako naj pripravim tega tipa do tega, da spregovori. 500 minut hočeš izbrati in razčistiti. Vrnil se bom kasneje, seveda. Jaz bom poskrbel za to. Pridi delat. Ne vem. Moje ime je Richard, posebej iščem Floridsko loterijo in danes smo tukaj, da se pogovorimo z vami. Najprej smo govorili z njo in zdaj smo prišli k vam. Šerifov urad okrožja Escambia je moškega identificiral kot 32-letnega Dakota Jonesa. In Dakota je zdaj videti bolj nervozen kot navdušen, da je v pisarni loterije. Globoko vdihnite. Samo zemte ga. Zelo lahko povem. Ne vem, kaj se dogaja, no, zmeden si. Pravkar sem vstopil v uredništvo. Si pripravljen, manj? Daj no, človek. V redu? Pojdi nazaj v hišo in razreši to. Kot lahko verjetno opazite, ta operacija poteka že nekaj časa, kar potrjuje tudi poročilo o incidentu šerifove pisarne. V prijavi je zapisano, da je 1. marca 2024 ženska po imenu Kira Anders odšla v loterijsko pisarno, da bi unovčila izplačilo za $1 milijon nagrade iz srečke Florida Lottery 500-krat denar srečke. Težava pa je v tem, da naj bi srečka, ki jo je predložila, dejansko ni imala nobene nagradne vrednosti. In poslušajte to, po poročilu primera naj bi bila srečka očitno spremenjena in grobo sestavljena iz 2 ločenih pravih srečk. Prva srečka je številka 018, druga pa številka 012. Obe ti srečki sta bili skenirani v loterijskem sistemu in obe nista bili dobitni. Vsaka od teh srečk je bila raztrgana vodoravno in nato skrbno sestavljena skupaj, da je nastala ena goljufivo prirejena srečka, pri čemer je bila uporabljena zgornja polovica ene od pravih srečk in spodnja polovica druge. Ta ponarejena srečka zdaj vizualno prikazuje, da je dobitnica nagrade v vrednosti $1 milijona. Zdaj se morda sprašujete, kaj ima to opraviti z Dakota Jones. No, Dakota je Kirin fant in oba naj bi si domnevno razdelila ponarejeni dobitek. Oba so pridržali in zaslišali preiskovalci, vendar v ločenih sobah. Torej, trenutno, v tem trenutku, ker gre za preiskavo v zvezi s srečko, nimate pravice oditi. Preden vam zastavimo kakršnakoli vprašanja, morate razumeti svoje pravice. Imate pravico molčati. Vse, kar poveste, se lahko uporabi kot dokaz proti vam na sodišču. Imate pravico, da je med zaslišanjem prisoten odvetnik. Če si odvetnika ne morete privoščiti, vam bo odvetnik dodeljen brezplačno pred zaslišanjem. Če želite zdaj odgovarjati na vprašanja brez prisotnosti odvetnika, imate še vedno pravico, da kadarkoli prenehate odgovarjati na vprašanja. Ali to razumete? Ja. Želimo se pogovoriti z vami o vozovnici, ker je to veliko vprašanje.
Torej, ali veste, kje ste kupili vozovnico? Ne spomnim se, šla sem na vsak možen kraj. Šla sem v približno 5 milijonov krajev, v Defonjaku in Freeportu. Ne spomnim se več, imela sem jih celo kup s seboj. Igrate veliko srečk? Včasih, ja, občasno. Ste že kdaj imeli kakšen večji dobitek? Ne, nič velikega. Mislim, edini, ki sem ga sama kdaj zadela, je bil okoli $100. To je kar dobro. Mislim, ja, je kar kul, ampak jaz osebno ne. Koliko misliš, da je ta srečka vredna? Mislim, da je več kot milijon. Prav, in še več. Si vplačal listek? Sem ga. Cool. Sem ga. Si bil srečen, ko si mislil, da je zmagal? Sploh se ne zdi resnično. Bila sem srečna in si mislila, mora biti hvaležna, ker, veš, take stvari se meni ne dogajajo. Pravilno. Zelo, zelo nenavadno je, ampak je lep dobitek, če ti uspe. Kaj ne, mislim, zelo bi pomagala, če bi ti lahko pokazala. Poskusi iti skozi to. Kira vztraja, da je njena loterijska srečka prava. Celo pove naslov, kjer jo je kupila. Bil si doma, odigral si srečko? Ja. Ali je bila kje skenirana, si to videl? Poskusila sem jo skenirati na 3 različnih mestih, prav. In povsod so rekli, da se ne skenira. Ne skenira se, ne skenira se. Tako da sem bila kot v redu, kaj naj naredim. In bila sem kot, zagotovo obstaja način. Zato so mi rekli, naj pridem sem. Predvidevam, da je bil to član osebja. Ja, v redu. Poklicala sem sem in rekli so, ja, samo premestite. Potem smo prišli sem in so rekli, v redu, všeč so mi vaši papiri. Ali ima še kdo drug zahtevek za to vozovnico? Bom ga delila, razdelili si ga bova na pol. Ali je to tisti tip zgoraj? Spredaj. Kako mu je ime? Tekora. Ko ste prišli sem pred nekaj dnevi, ste bili tukaj prvič, predvidevam, kaj ne? Da. Dali so vam izpolniti nekaj papirjev. Da, izpolnila sem več obrazcev, v redu. Torej, če vam pokažem dokument, na katerem je vaš podpis, boste potrdili, ali je to vaš podpis ali ne. Da. Da. Hvala. In obstaja še en dokument, ki vas prosijo, da ga izpolnite. Prostovoljno. Imenuje se varnostna izjava. In na zadnji strani je to vaš podpis. Oprostite. Oprostite, bila sem kot, kje je to? Ja, oprostite. Mislim, da to sploh ni moje ime. Prav. In tako imam srečko tukaj. To je karta. Ne bom ti pustil, da se je dotakneš, ampak ali izgleda tako? Ja. Je to tvoje ime tam zadaj? Ja, je. Si napisal svoje ime nanj? Sem, v redu, tukaj v pisarni. Tukaj. Ja, v redu. Naj te vprašam, kako se je vozovnica strgala? V redu, bila je v mojem avtu, potem pa je očitno padla ven in nisem opazila, pa sem izstopila, potem pa je bila v dežju, naslednji dan sem jo videla in sem si rekla, o moj bog. In poskušala sem jo spraskati, preden se je posušila in se je kar razpadala. In potem sem si rekla, o moj bog, ne jo zalepam, da se ne bo več razpadala. Tako? Si jo potem tako zalepil? Sem. In pa sem si mislila, o moj bog. Nisem hotela, da bi se še bolj uničilo, kot je že bilo. Ko sem praskala, je zmagovalo. In bila sem kot ne. Zakaj? Ta del lahko zagotovo razumem. Zagotovo. Ja. Torej, ta listek, sem jaz izpolnil ta listek in nastal je v trgovini Winn-Dixie v Defunjak Springsu. Ja, to se sliši kar prav. Je to mogoče? To je čist blizu moje hiše. Zelo mogoče. Ko ste kupili to vozovnico, ste kupili še kakšno drugo? Ne spomnim se. Običajno jih kupam več kot eno. Razumem. Torej, je mogoče, vendar tega ne morem zagotoviti. In zakaj je ravno ta igra? Ti je ta igra všeč? Samo naključno sem jaz brala. Razumem, ujela sem te. Ki jih običajno ne dobim, ponavadi vzamem cenejše, ampak veš kako je. Koliko je stal ta vstopnica? $50. Vem. Rekla sem si, da bom tokrat dala priložnost. Si vstopnico, potem ko so jo pretrgali, ponovno sestavil, tako? Ali jo je dobil kdo drug? Ne, vse to sem naredila jaz. V redu? Ja. Cool. Ja, in potem sem si rekla, počak, mogoče tega ne bi smela narediti. Ker sem sporočilo že predala. Ampak sem si rekla, da tega ne morem več odstraniti. Ja, razumem te. Kar je, pač je. Si naredil še kakšne druge spremembe na srečki? Ne. Opazil sem, da je zgoraj malo previsoko, kar pomeni, da je nekdo odrezal del zgornjega dela. Poskušala sem odstraniti trak, ker sem mislila, da ga bodo želeli podpisati in podobno. In poskušala sem videti, kaj se bo zgodilo. In odločila sem se, da je bila to slaba ideja. V redu, to je res precej slaba ideja. Tako da sem si rekla, naj tega ne uničem, naj zdaj neham. In ti je še kdo pomagal?
Če preverim prstne odtise pod tem trakom, bom našel še koga drugega. Mislim, njegovi bi lahko bili na njem, kolikor jaz vem. Prav, kdo ve? Torej, v bistvu, pasji odtisi. Odtisi tvojega psa. Upam, da ne. Tudi jaz. Torej, morda so to odtisi tvojih prijateljev tukaj. Mislim, njegovi prstni odtisi so morda na tem. Ali je tukaj nalepil kakšen trak? Ne, vse sem naredila jaz. Po poročilu o primeru je Kieran van Dakota preiskovalcem povedal, da misli, da je kupila srečko v trgovini Winn-Dixie, ker mu je tako rekla Kira. V poročilu o primeru piše, citiram, Jones je povedal, da je Andersova imela še 2 ali 3 druge srečke, ki niso bile dobitne. Ko pa je začela praskati to srečko, se je srečka zmočila, ker je začelo deževati. Jones je povedal, da je Andersova spraskala srečko in rekla, da je zadela. On pa je sprva mislil, da ni resnično. Jones je povedal, da je S. Andersova vzela sušilec za lase in z njim posušila srečko. Jones je izjavil, da je bila srečka prepognjena na pol, zato jo je Andersova zalepila nazaj. Jones je povedal, da bi denar sprva šel v celoti na bančni račun Andersove, vendar so bili njeni starši v mestu in so jim rekli, naj vzamejo svoji polovici dobitka in jih položijo na svoja lastna bančna računa. V poročilu je nadalje zapisano, da so preiskovalci Dakoti povedali, da težava ni ena srečka, ampak da sta bili domnevno skupaj zlepljeni 2 srečki. Nato naj bi Dakota pojasnila, kaj se je zgodilo, in povedala, da sta s Kiro hodila in nato na tleh opazila polovico loterijske srečke. Po besedah Dakote naj bi Kira rekla, kaj pa, če je to zmagovalna srečka? Dakota naj bi se opravičila za laž, vendar je povedala, da je želela denar. V prijavi je še zapisano, da je Jones povedal, da je hodil še približno 45 metrov, nato pa je Anders našla drugo polovico srečke. Jones je povedal, da je bila ena od stvari na srečki že popraskana, vendar še niso bile popraskane vse številke. Jones je povedal, da je Andersovi rekel, naj popraska črtno kodo in da je prenesel aplikacijo za skeniranje, vendar mokre srečke ni bilo mogoče skenirati. Jones je povedal, da je Andersova vzela sušilnik za lase, da je posuši in da je Andersova previdno popraskala srečko, ko je bila suha. Jones je povedal, da je na srečki po praskanju pisalo $1 milijon in da je bil v šoku, češ ni šans. Med zaslišanjem Kire je ta trdila, da ni opazila, da številke niso bile poravnane. Poglej tukaj, na zadnjem delu, kjer so dela zlepljena skupaj s trakom. Viš, kako se besede sploh ne ujemajo. Si to opazil? Nisem. Pa se ujemajo. Obroki in obroki. Samo prav ga nisem uporabila, ne deluje. Ampak ne, nisem. Zame se ujema. Ja, dejansko se. Je iz 2, poglej, raztrganine so različne. Mislim, meni tako izgleda, razumem te. Razumem te. Ne vem, poglejmo, kako izgleda drugače. Torej, srečka zate je problematična. In razlog, zakaj je to problematično, je ta, da si podpisal nekaj dokumentov, ki pravijo, da je ta vozovnica tvoja pod kaznijo krive prisege in goljufije. Prav. Vozovnica ni bila spremenjena. Vozovnica ni. Samo na skrivaj si me spet sestavlja, nisem videla. No, morate razumeti naš položaj. Pravite, da ste to res storili. Mislim, sam nazaj se me sestavlja. Mislila sem, da sodita skupaj. Kakšna je verjetnost, da se 2 vstopnici strgata? Točno to pravim. Mislim, da sem kar prepričana, da gresta skupaj. Ne gre. Ne vem, kako ne gre skupaj. Ni možnosti. Imamo laboratorij v Tallahassiju, od tam prihajam. Redo. In razstavimo vstopnice. Saj sam ne razumem, ker ne vidim, kako bi to delovalo. To je bilo 100%. 100% 2 različni srečki. Mislim, razumem, kaj govoriš o številkah, to mi je jasno. Ampak ne razumem, zakaj je to noro. To tebe sprašujem. To ti pravim, ne razumem, kako bi to lahko bili 2 različni srečki. Ampak razumem, kaj govoriš o številkah. Jaz pa, jaz. No, ne poskušam te prevarati z nobeno lažjo. To sta dejansko 2 različni srečki. 100%. In obstajajo zaščitne črte, ki jih ne vidiš. Na vsaki srečki so zaščitne črte in se ne ujemajo. To je noro. Nekaj minut kasneje Kira začne jokati, ko izve, da bi lahko bila Dakota v težavah, ker še vedno trdi, da je srečka prava. Ampak zakaj niso mogli preprosto reči? To ni to, ne razumem, verjeten, ne vem. Jaz sem. Toliko slaba oseba sem. Kaj misliš, da si slaba oseba? Samo vedno me krivijo za vse, česar nisem nikoli naredila. Morala sem iti na sodišče že tolikokrat, da sem dokazala svojo nedolžnost glede nečesa, česar sploh nisem naredila. Samo sploh ne vem, kaj naj si o tem mislim.
Jaz sploh ničesar ne naredim narobe. Nikolaj. Ni mi mar. Kot da sem vedno kaznovana, ker naredim pravo stvar. To nima smisla. No. To je res bedno. Vidiš nekoga tukaj, ki počne najslabšo stvar in vidiš, kako ga kaznujejo za vse. Jaz pa delam prav, pa sem tudi v težavah, zaradi česa, na kar sploh nikoli nisem pomislila. Tako je celo moje življenje. Preprosto je bedno. Ne razumem, kaj da sem prekleta. Ne vem, sploh ne vem, kdo bi to naredil. Zakaj bi kdo želel, tukaj je, kot... Živjo, kaj je najbolj neumno? Pravzaprav ga sploh niso postavili v nobeno situacijo. Nočem biti tista oseba, ki bi kogarkoli postavila v takšno situacijo. O tem govorimo. Moj fant nikoli ne bi nočem. Veš, nikoli nočem biti razlog, da bi ga spravljal v kakršnokoli slabo situacijo. Na koncu Kira prizna in pove, da je naredila nekaj sprememb na loterijski srečki, vendar vztraja, da so bile le manjše. 2 kosa papirja, takšna kot ta. Prav, v redu. In če je les, je v papirju. Ali vaša zdravila karkoli jemljete ali uporabljate? Mislim, da ne bi naredilo razlike. Naprej. Ampak bi jo, to te sprašujem, bi ti to na kakršenkoli način vplivalo na tvoje razmišljanje? Da bi mislila, da se to tukaj dobro ujema? Mislim, jaz bi mislila enako. Če bi se ujemalo in bi se poravnalo, bi si rekla, to ni prava velikost kosa papirja. No, veš, ampak če bi res, recimo, prva polovica in 4, no, pusti, da... Naj te vprašam. Tako sem mislila, da izgleda. Očitno... O čemer je pravkar govorila? Ne, prav. To, ko je zlepljeno skupaj. Ni prave velikosti za loterijsko srečko. Tega nisem vedela. Nisem vedela tega. Nekdo je odrezal vrh. Jaz sem prerezala trak. No, ampak si lahko predstavljaš. Poglej ta črtno kodo. Prav. Razdalje. Mislila sem, da je tako pa šlo skoruta, ker poglej spodaj. Razdalja na črtni kodi je večja. Nisem vedela tega. V redu? Si odrezal tisti vrh? Ja, odrezala sem vrh traku, v redu. Torej, to je drugače. Veš, kaj mislim? Vidim, kaj želiš povedati. Res je, ampak to je. Si to naredil, da bi izgledalo prave velikosti? Ne, naredila sem to samo zato, da bi videla, kaj poskušam. Pomislila sem, da tega ne bi smela zalepiti s trakom. In bila sem kot, moram odstraniti trak. In sem si mislila, to ni dobra ideja. Zdaj to spreminjam, zato sem si rekla ne. In bila sem kot, kaj ne naredim? Zato sem si rekla, samo ustavila sem se pri tem. Sam naredila si to. Pustila sem to tam in sem si rekla, je gor, že je gor. Nisem mislila, da kaj spreminjam. Nisem tega naredila namenoma. No, čudno je, da so vsi drugi listki, ki jih gledamo, čez leto, mogoče 5000, verjetno jih pogledam 5000. Mislim, razumem to. Noben nima plastifikacije ali... Ne vem. In jaz sem bila takoj potem in on je rekel, da ne bi smela dati traku gor. In jaz sem rekla, verjetno imaš prav. In jaz sem poskušala to odstraniti. In sem si mislila, to je tudi slaba ideja. Zdaj ga res spreminjam. Če ga odstranim, da pravzaprav uničujem, kaj ne? Ja. Tako sem si potem rekla, ne, tega ne bom naredila. Torej, tukaj je veliko vprašanje. Slišim, kaj govoriš. Torej, v trenutku, ko je bil trak že gor... Ja, to sem naredila. Zakaj si ravno kar... Zakaj si je ravno kar rekel, deva samo nehat? Deva tega sploh ne oddati. No, nisem. Mislila sem, da je bilo resnično, mislila sem, da je bilo vse zakonito, samo shranjevala sem to. Nisem naredila. Zakaj bi pa jaz to naredila? Če bi bila namerno taka, ne bi šla skozi nič od tega. Naj te potem še kaj vprašam v posnetku. Prav. Najprej vem, ne bi poskušala ničesar snemati. Je to iz role lepilnega traku? Rola lepilnega traku, ja, pakirni trak. V redu, super. Opazil sem, da ni prav dobro zalepilo tam, kjer je raztrgano. Tudi jaz sem to opazila.
Ampak poslušaj, zgoraj si pa odlično zalepil, ker ni raztrgano ali karkoli. Zakaj bi moral tisti del zalepiti? Ne vem, hotela sem, da bi bilo vse skupaj, ne vem, hotela sem, da bi bilo varno. Hotel si, da bi bilo vse skupaj videti enako? Ka ne? Ne, o tem sploh nisem razmišljala. Ne, ne polagam ti besed v usta. Samo želela sem, da bi bilo varno, ampak ni bilo potrebe. Razpadalo je, ko sem šla na trening. Ni bilo treba zalepiti vrha in dna tega. Verjetno imaš prav. In potem, ko sem o tem razmišljala, bi morala samo zalepiti tam, kjer je bila raztrganina. To sem ugotovila šele kasneje. In sem si mislila, kako sem bila neumna. Zakaj bi to naredila? No, ponovadi jaz nikoli te ne bi užalil, bi rekel, da si neumna. Nikoli ne bi. Ampak ponovadi to kaže na namen goljufije. Jaz mislim, razumem to, ampak jaz tega ne bi naredila. Ni bilo namena narediti karkoli drugega, kot združiti oba in ju obdržati na varnem. Zakaj si potem zalepil vrh? Preprosto sem zalepila celo stvar. Zakaj bi zalepil celo stvar? Ne vem, preprosto sem zalepila celo stvar. Samo želela sem ohraniti celotno srečko nedotaknjeno. Ampak, ko zalepeš celo vozovnico, sredina, kjer je res raztrgana, sploh ni dobro zalepljena. Vem, to je splet, vidim to. V redu, boste dvignili svojo desno roko? Ali lahko prisežete in potrdite, da je vse, kar ste nam danes povedali, resnično po vašem najboljšem vedenju? V redu, prav, kadarkoli. Hvala za... Hvala, ker ste nam pomagali. Posnetek bomo pustili še 3 minute, prav? Tega se nikoli ne morem zapomniti. Živijo, gospod. To potrebujem, ti. Povej resnico, lahko daš roko skozi to? Ne. Je to tvoj zadnji poskus? Ne. V redu. Ne, prisežem na življenje svoje hčerke. V redu. Mislim, ne. Kira Anders je bila aretirana in obtožena ponarejanja oziroma spreminjanja loterijske srečke z namenom goljufije, unovčenja ponarejene oziroma spremenjene državne loterijske srečke ter velike tatvine v vrednosti nad $100,000. Medtem ko je bil Dakota aretiran kot glavni osumljenec za iste obtožbe, je bil izpuščen iz zapora 3 dni kasneje. Ni jasno, ali so tožilci vložili uradne obtožbe proti Dakoti, saj ni navedenih nobenih obtožb. Na spletni strani sodišča. Spletni sodni zapisi kažejo, da je Kira Anders avgusta 2024 priznala krivdo za veliko tatvino v vrednosti nad $100,000 in bila obsojena na pogojno kazen. Hvala, da ste spremljali to epizodo Law and Crime. Sem Elizabeth Milner in se vidimo spet v ponedeljek z novim primerom.